Ob zamenjavi ateljeja pa vidim, da je keramika eno področje, ki ima neizmerno možnosti in je še nedorečena in me je začela zelo zanimati. Vse raziskave grejo zdaj v to smer. Vzpodbujam sebe in druge, organiziram ekskurzije v tujino na razne te bienale in trienale keramike. Pri nas, na primer, sem postavila unikum, keramični trienale, ker vidim, da ljudje tega področja ne poznajo, da drugam tudi ne hodijo. Sem rekla, se pa vsaj od drugod pripelje keramiko s celega sveta k nam, in imajo ljudje možnost, da razširijo svoje znanje, in da se bo počasi keramika poznala tudi na našem načinu izobraževanja, karkoli. Na letošnji podelitvi Prešernovih nagrad je bil krasen komentar, kakšno vlogo ima kultura oziroma umetnost v naši družbi. Na žalost, tule težko karkoli rečem, tudi za prihodnost se ne obeta čisto nič lepšega, boljšega, ker je politika taka, da gre v čisto nasprotno smer, ne. Ampak umetnik je tisti, ki ima v sebi to žilico, to moč izpovedovanja, to željo in bo delal naprej, ne glede na politiko, ne glede na karkoli. Jaz vsa leta, ne glede na karkoli, na familijo, na ne vem, službo in tako naprej, delam, imam razstave, razvijam stvari, odkrivam nekaj novega, pa tudi nisem več mlada, pa me še zmeraj zanima. To se pravi, to je v človeku. To je človekova potreba, umetnost je na splošno človekova potreba. Tako, jaz sem želela, da postane keramika umetniško področje enakovredno drugim in tukaj se jaz zdajle borim. Borim se na celi črti, ker vidiš, da ni posluha, ker je predolga bi rekla, negativna tradicija, ko nismo skrbeli ne izobraževanje, ne za kakršnokoli razumevanje za to. Keramika je samo medij. Važno je, kaj ti hočeš v umetnosti povedati. Kaj je umetnost? Umetnost ima neke svoje kriterije. Za umetnost je potrebno neko znanje, poleg talenta, ki ga je potrebno pač za razvoj talenta, je pa potrebno izobraževanje. In to so akademije. Akademije imajo predmete, kot so likovna teorija, anatomija, zgodovina, tehnologija in tako naprej. Tega se en posameznik sam ne more naučiti. In tudi to izobraževanje poteka v času, ko si ti mlad, ko si dojemljiv. Meni danes pomaga zelo malo, saj se izobražujem, samo moje izobraževanje zdaj, ali pa takrat, ko sem bila mlada, je kot noč pa dan, ne. Se pravi, da izobraževanje ima en svoj namen. In tudi umetnost, kdaj je nekaj umetnost, kdo ocenjuje, kaj je umetnina. Zato so umetnostni kritiki, umetnostni zgodovinarji, oziroma tudi sami umetniki, ki imajo dovolj znanja, ne. To znanje si pa res moraš pridobiti.